Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. V zadnji novembrski oddaji Moje mnenje, ki smo jo naslovili z Dan D, bomo govorili o naslednjih temah. Ali smo ta teden doživeli Dan D za karavanški predor in ga bomo končno začeli graditi prihodnje leto? Ali lahko postane tuja državljanka ministrica v slovenski vladi? Komentirali bomo Dan D za malega Krisa, ki je ta teden v ZDA prejel pregrešno drago zdravilo, in se spraševali, koliko je še pozabljenih slovenskih junakov, kot so Rudolf Maister, Leon Štukelj, Alma Karlin in Barbara Celjska, ki bi se jih veljalo bolj pogosto spomniti. Ta teden smo dočakali tudi dva pomembna dogodka. Konferenco UNESCO v Parizu, ta je v ponedeljek potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani. V torek pa smo obeležili 100 let, odkar lahko v sklopu prav tako 100 let stare univerze v Ljubljani študiramo strojništvo. Naš tokratni novi gost v komentatorsko omizje prihaja zato strojne fakultete Univerze v Ljubljani in je lani sodeloval v posebni skupini strokovnjakov, ki je izdelala, če verjamete ali ne, umetni želodec s črevesjem. Z nami so tokrat asistent dr. Marko Zorn iz Laboratorija za digitalne sisteme in elektrotehniko Strojne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Leo Šešerko, podpredsednik prve slovenske demokratične vlade in tudi docent na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju, Bernarda Škrabar iz Detektivsko-varnostne agencije in profesor dr. Jaro Berce, visokošolski učitelj na katedri za družboslovno informatiko in metodologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Torej, začnimo z vami, dr. Zorn, najprej ta umetni želodec. Torej, mi smo seveda, jaz sem naivno mislila, da bomo lahko želodec posadili na to mizo, ampak je velik kot nekakšen hladilnik. Zato ste vi sabo prinesli tole nagrado Taras, ki ste jo prejeli za ta projekt. Taras pa je nagrada, ki se podeljuje za najboljše sodelovanje industrije in znanosti. Torej, industrija je bila Lek oziroma Novartis, znanost pa seveda je prišla strojne fakultete, pri čemer ste vi elektroinženir. To še posebej poudarjamo. Lejte, tam za vami je v bistvu slika tega umetnega želodca, pa nam prosim malce razložite, čemu služi, kako deluje. Torej, to ni želodec, ki bi ga mi dobili v zameno za našega, če zbolimo. To je pač naprava. Povejte nam, zakaj gre. Ja, umetni želodec ni umetni organ, ne, za uporabo. Ja. Tako da, umetni želodec je v bistvu simulira mehansko delovanje pravega želodca. Torej, če si predstavljamo, tukaj imamo shemo umetnega želodca, to gre za eno tako silikonsko vrečo, napolnjeno s tekočino, noter farmacevti oziroma raziskovalci vržejo zdravila oziroma jih ta želodec pogoltne. Nato pa imam sklop takih mehanskih sklopk, ki jih lahko vidimo tukaj v živo. Se pravi, te mehanske sklopke delajo kontrakcijsko silo na želodec in ponašajo delovanje pravega želodca. Torej, lahko raziskovalci ugotavljajo, kakšne sile, kakšne razmerja nastajajo znotraj želodca in s tem preučujejo, na primer, razpad tablete, po kolkem času bo začela, recimo, delovati učinkovina v želodcu in s tem pridobijo vpogled v sam proces zdravljenja, recimo, pacienta. To je dobro, ker potem ne rabijo ljudi, da bi na njih testirali. Ampak umetni želodec pokaže. Pri umetnem želodcu se da ta proces presnove spremljati tudi z uporabo pametne tablete, ki jo imajo v partnerskem podjetju Lek. Ta tableta beleži temperaturo, pritiske in še neke druge podatke. Tako da iz naše strani strojne fakultete smo zagotovili te mehanske sile, se pravi to delovanje želodca, oni so pa na drugi strani zagotovili te senzore za merjenje vseh teh parametrov. Dobro, gospod Zorn, zdaj smo razumeli, lahko sedete. Torej, lejte, komentirajte nam še ta sedež tega globalnega centra za umetno inteligenco. Je to pomembno za nas? Definitivno je pomembno. Se pravi, umetna inteligenca je v pohodu na bolj ali manj viden način, tako da Kitajska, recimo, trenutno je velesila oziroma se vsaj trudi, tako da moramo iti v korak s časom in odprti neke centre tematike, moramo investirati v razvoj te tehnologije, kajti jaz mislim, da brez tega bomo težko konkurenčni
niti ne na dolgi rok, še na kratki rok v bistvu. Ne? Tako da moramo dosti hitro štartati. No, zdaj pa poglejmo, kje vse nam bo mogoče umetna inteligenca prišla prav. Državna revizijska komisija je prejšnji teden kot neutemeljena zavrnila zahtevka za revizijo Gorenjske gradbene družbe in kolektorja CPG glede iskanja izvajalca za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Dars bo tako, če ne bo ponovnih pritožb, lahko začel pogajanja z izbranimi ponudniki. Med njimi je tudi turški Cengiz, ki je do zdaj oddal najnižjo ponudbo v višini 99,6 milijona evrov. Državna revizijska komisija ni ugotovila očitanih kršitev. Pri enem kot pri drugem smo pri pregledu ugotovili, da niso uspeli dokazati teh svojih trditev in nismo našli nobenih nepravilnosti, nezakonitosti pri odločitvi in delovanju naročnika. Na ta sklep pa je seveda možna ponovno pritožba. Če ne bo pritožbe, potem bomo v januarju lahko podpisali pogodbo in na to uvedli izvajalca v delo. Že nedvomno, odvisno od vremenskih razmer, seveda v začetku marca. Če pa bo pritožba, pa se bo to seveda ponovno zavleklo za verjetno vsaj 2 meseca. Doktor Berce, to je zdaj že tako kot saga o Forsythih ali pa Mestece Peyton. Kako dolgo bomo še gledali to komedijo? Ja, ne vem, najbrž še dolgo. Glede javnih naročil imam pa jaz eno svoje mnenje. Ne? Ja. Ko sem še bil zaposlen v državni upravi, sem jih kar nekaj speljal. Ne? Tipičen problem, ki ga zdaj vidimo, pa je bil tudi že takrat. Ne? Vsa ta naročila so pretežno netransparentna in prevelik poudarek je na ceni. Ne? Tako da se lahko vprašamo, kaj bi bilo, če bi gradili recimo zaklonišče za radioaktivne odpadke, bi takrat tudi gledali na ceno. Mi smo to rešili na en zelo zanimiv način. Dali smo izdelati en računalniški program, ne bom šel v detajle. In ker vemo, da človek približno 2 stvari lahko dobro primerja, pri več stvareh se že stvari zapletajo, je računalniški program skrbel za to, da smo imeli veliko merilne. In hecno je bilo pri tem prav to, da je cena pri izbiri padla na nekaj procentov. Zdaj, to smo še grafično prikazali in pri milijonskih naročilih, ki sem jih takrat sprovedel, ni bilo nobenih pritožb, z preprostega razloga, ker je vsak, ki se je prijavil, dobil grafično izdelan, ki je kiksnil. Ne? Zdaj, program, vem, da so uporabljali nekaj časa še na centru vlade za informatiko. Kaj se je pol zgodilo, ne vem. Je pa razumljivo, zakaj pravzaprav ga ne uporabljamo več. Ja, doktor Šešerko, saj tak program, to ni raketna znanost. Ne? Lejte, Avstrijci so že skoraj prevrtali do naše strani, ne? In zdaj tam čakajo. Torej, zakaj mi preprosto ne prepišemo nekih dokumentov od Avstrijcev, če so tako dobri? Kaj se dogaja? Kaj vi menite? Ja, jaz domnevam, da je v ozadju interes nekaterih velikih firm, ki imajo toliko vpliva, da lahko vplivajo na, rečemo, politike, ki o tem odločajo in želijo imeti železo čim dalj v ognju. Zdaj, predstavljajte si, takrat pri osamosvojitvi so bila tudi nasprotna mnenja, ampak če bi mi takrat na isti način se osamosvajali, bi zamudili vse vlake. In očitno bi še kako se dalo, ampak bi morala sedanja ekipa v vladi to premisliti, v parlamentu dogovoriti in to izpeljati. Ampak moj vtis je, da je neka omamljenost, neka izgubljenost, v nekaterih stvarih so odločni, kjer bi bilo boljše, da bi premislili, v drugih stvarih pa premišljajo, kjer bi morali biti odločni. Ja, ampak, lejte, gospa Škrabar, zdaj to je bila že 4. pritožba, ne? Lahko bo še 5., 6. in tako naprej. Pa tudi v preteklosti smo lahko ugotovili, da so se nekatera gradbena podjetja med sabo dogovorila, da bo eden nastopal na tem razpisu, pa drugi zmagal na unem. Za ceno so se dogovorili. Torej, zakaj gre pri tej zadevi? Tu gre tudi za kakšne kriminalne zgodbe, ne? Rumena disketa, roza disketa, če se sam spomnimo tega cestnega križa
Kaj vi menite? Raziskujete kdaj kaj takega? Ja, zdaj v konkretnih primerih težko govorim, ker jih ne poznam. Ne. O tem govorite potem posledično zelo nehvaležno. Ne. Lahko pa tudi iz svojih izkušenj govorim, glede na to, da so razpisi torej in da mi tudi participiramo na njih kot izvajalec detektivskih storitev. In če se navežem na kolega, ne, pri katerih je večinoma edino merilo cena, ne. Mene pa to moti, ne. Ker pri nas tudi nihče ne preverja kompetenc, koliko časa si ti v poslu, koliko časa ga upravljaš. Ga upravljaš 13 let, 14, koliko jaz osebno, je to nek detektiv, ki je prišel ravno na trg, kakšne izkušnje ima, kako se usposablja, se dnevno, tedensko, mesečno usposablja, ima kakšne tuje izkušnje, kje vse se je izobraževal, kakšna je izobrazba, kakšna je dodatna usposobljenost, ne. Mene moti, da se samo osredotočimo na ceno in pravi en pregovor, nismo tako bogati, da bi poceni kupovali. Ne? Ja. Ko sem razmišljala o tej današnji temi, sem se ravno tukaj pač ustavila. Ne? Kakšni so interesi v zadju, pa v večini posod so neki interesi v zadju, ki bi jih treba pa raziskati. Ne? Je pa res, ne? No, me zanima recimo dr. Šešerko, ker bili ste v tej prvi vladi, argumenti za izbor domačega izvajalca, pa so tudi na tej strani bi vendarle delovna sila doma bila plačana, davek bo plačan tukaj, domače firme imajo reference. Kako pa na to gledate? Ja, zdaj seveda vladi in parlamentu diha Evropska komisija za ovratnik in tam noter sedijo spet eksponenti politični nekih evropskih velikih podjetij ali pa celo zunaj evropskih, ki imajo tu interese. Oni imajo zelo dobre podatke, kaj je tu pri nas za pograbiti, pa spraviti, pa odvleči. Kaj se bo še dalo? Točno. Ja. In imajo tudi dolgoročno vse to preštudirano. Tako da se strinjam, da morali, ko pa gledam nemško situacijo, pa vidim, da so čisto obsedeni. Če gre samo za 300 delovnih mest, kar je pri 90 milijonih minorna stvar, oni kot obsedeni diskutirajo o tem in pravijo, moramo ta delovna mesta pri nas doma zavarovati. Enako bi morali v Sloveniji veliko bolj gledati na to, da imamo delovna mesta zaščitena in da ne hodijo potem naši ljudje, tako kot zdaj v Avstrijo, množično delati. Ja. Pa še tam, če delajo, jih inšpekcije zelo trdo držijo, tako da plačujejo velike kazni in jim z inšpekcijami onemogočijo delo. Vse te primere poznamo.